Dejan, Ana in Jeger. In to jutro. Kako torkovo jutro pa je to bilo? Ja, res je. Ne, Jeger? Če mi še včeraj kdo rekel, mu ne bi verjel, pa tudi danes zjutraj, ko se je začelo odvijati, tako se je začelo odvijati, sem mislil, da bo kar slabo jutro, ampak zahvaljujoč našim poslušalcem in prijateljem se je pol vse dobro izteklo. Lepo, ne? Ja, res lepo. Kak bi, če bi ti včeraj kaj kdo rekel, če bi ti včeraj kaj rekli, ne je bila fora? Ja, vem, da ne, lahko bi samo rekli, če jutri bo šel z gasteraja, pa pač boš odvisno od milosti poslušalcev. Jutri bo šel z gasteraja, pa se boš lagal. Ja, lahko bi saj neki namig dobil, ne? Mali namig, mali. Ne pa, da sem danes zjutraj doživljal šoke. Ampak Ana absolutno nič ni vedela, to moramo, ne? Tudi pred njo smo skrivali. Mislim, ne, da ste skrivali, zgodilo se, da sem včeraj šla sredi sestanka v pisarno. In pol smo se mi hitro zmenili. In pol je Dejan rekel, veš kaj, jutri imamo eno akcijo, imeli sem ga, zdaj ne morem. In pol smo pozabil mi povedati, jaz sem kar šla domov. Medtem ko eni se stankujejo za brez veze, očitno eni delamo dejansko neke stvari na radiju. Pač šlo je mimo mene tako ponovadi, ne? Celoten ta projekt, v katerem je Jeger dokazal, da je izvrsten v orientaciji in da je izjemno znana osebnost, ki ga imajo ljudje radi v našem podcastu tega jutra in pa seveda momenti tudi jih najdete na naših družbenih omrežjih, ker smo seveda vse skupaj ovekovečili, tako kot se spodobi. Tako da uživajte, ko boste poslušali, pa spet jutri zjutraj o 5:30. V tem studiu sva res samo z Ano in želiva dobro jutro. Dobro jutro in kje je Matic Jeger? To je še vedno to vprašanje. Veliko vprašanje tega torkovega jutra. Z Jegrom je vse v redu. Jeger je na terenu. Le kdo si je ta teren zmislil? In kaj se dogaja? In zakaj? In kje je? Jaz mislim, da se tisto bistveno v tej zgodbi tega torkovega jutra na 26. maj odvija pravkar in da bomo, ker neke stvari se morajo zgoditi, preden Jegra zares prvič slišimo v etru danes zjutraj. In potem bo res, obljubim, da vse jasno. Vse bomo razložili, tako da samo še en, tudi hudi hitro pa dva recimo, pol pa bo menda jasno. Ampak ni v nevarnosti. Ni, absolutno ne. Je pa res, da je danes pred njim izziv, kot če ni bil. Kaj bo kam plezal, se kam dol metal, ni višina, globina. Nič takega, ampak vseeno en izjemno zanimiv izziv in na nek način bomo danes spremljali en eksperiment, ki smo ga včeraj malo tako natuhtali, niti nismo, kot slišite, vsem povedali. Ja ne, ker jaz nisem slišala, ker sem šla v pisarno nekaj drugega delati. Super, bi ste sama sebi zahvalila. No vidiš, ampak smo molčali kot grob. In nihče ne ve. Mislim pa, da bo zdaj v vsak moment bo Jeger tudi zvedel in potem se tudi oglasi k nam in več stvari postane jasnih. 5:06, kaj z Jegrom, kje je Jeger? Vse se bo razkrilo zelo kmalu. Pa dobro jutro. Dobro jutro. Dejan in Ana v tem studiu želiva dobro jutro. Dobro jutro. In mislim, da je že medtem, ko se celo jutro občestvo sprašuje, kje je Jeger. Mislim, da ga imamo že na zvezi. Jeger, dobro jutro. Ne dobro jutro. Dobro jutro je bilo še 10 minut nazaj. Kaj se dogaja? Ja ti povej, kaj si? Veš, kje sem jaz? Jaz sem sredi šume v spodnjem gasteraju. Kaj se dogaja? Šla smo zjutraj s Tinetom. Rekel mi je, da moramo posneti nek promo video za maraton okoli Pohorja, pa zato, ker pač jaz grem laufat, pa je vse na isti dan, bomo kao združila moči, pa bomo tu posnela nek video, kje so taki fajni bregi za dober trening. In pol smo prišli tudi do spodnega gasteraja, neko šumico noter, pa se je spomnil, kaj imaš ti zraven Prodisa, ne, to je ta naprava, ko delamo prenose z njo, pa sem rekel, ja imam od zadje, pa me vprašal, če je poln. Sem rekel, ne vem, ker si ga valjda ti na zadnje uporabljal, ti ga pa nikoli ne napolniš. In sem šel gledat v prtljažnik, odprem gor, rečem, ja v redu, mi reče, ok, tega pa prinesi naprej, jaz zamem ven, zaprem prtljažnik, koji se pa odpele, tako da je 10-kratni prvak v Rejliju. In pol je bilo to. In pol se je
obrnil, pa se je pripeljal nazaj, ni me v avto spustil, pa je samo rekel, Lenart je v to smer, pa se je odpeljal. Kaj se dogaja? Ok, Matic, zdaj... In nimam ne denarnice, ne telefona, ker sem se v avtu postil, imam samo Prodisa in lahko tebe pokličem. Tako da te prosim, pokliči Tineta, pa reči, naj pride nazaj, čakam ga tu, kjer me je ven vrgo. Poslušaj, Sredi šume. Matic, dobro, se zdaj v spodnjem Gasteraju, se nisi v... Pa dobro, to je poleg Jurovskega dola. Tako, nisi v Kočevskem rogu. Veš, kaj je zgodba? Dragi naš Matic Jeger. Halo? Ja, poslušam. Ok. Ti veš, kak ti rad poveš, da si slovenski podprvak v orientacijskem teku, ali kaj že v orientaciji, ne? Tako, to je dejstvo, ker sem. To je dejstvo, prvo. Sicer ne več aktualen. Dobro, se vseeno, pač bil si. Se vseeno, tudi če si samo enkrat. In kak ti rad poveš, kak te ljudje že poznajo, kakamorkoli prideš, o Jeger, in kak te poznajo in kak si že znan, ne? In, se tudi dogaja, ja. Se ne dogaja tako. In tudi rad poveš na sestankih, pa tu, ko se mi pogovarjamo na radiju. In potem smo mislili, kaj če bi mi to potestirali. In smo se vse zmenili včeraj, naredili ta peklenski načrt, ki je očitno deloval. Ne morem verjeti. Kaj? Jeger, v mojo obrambo so se zmenili in jaz ti bom pomagala, da se vrneš. Tako da, če si tak znan, tak ne bo težava, če se tak znaš orientirati, tak ni težava, imaš do 9 čas, da prideš nazaj v mesto, v studio na Toti radio. Ti se hecaš? Ne. Ker zdaj, če se znaš orientirati, ne rabiš telefona pa denarnice, ne? Mislim, če se znaš orientirati, ne rabiš telefona. Dobiš zemlje, vid pa kompas. Pa ne bo z Jurovskega, kaj bo peš hodil? Se pa veš, kje je od Jurovskega dola, je Maribor dol desno. Tam moraš iti. Ja, to vem, ja. To je prvo. Drugo, če si dovolj znan, denarnice tudi ne rabiš. Že te kdo vzel sabo, kaj? Ja, še v življenju nisem štopal. Se ne rabiš štopati. Ne štopati, kaj si nov? Ja, kak pa naj pridem nazaj? Ne rabiš štopati, mi bomo pred avto skačem. Ne, ti zdaj samo hodi, tam vprašaj koga, pač znajdi se. Če te poznajo, tak fejs, kot praviš, to bolj absolutno ne bo noben problem. Ko avtobus vozi? Ne more iti na avtobus, če nima denara. Pa ne se zmeni. Ja, pa ne more se zmeniti. Ne bo noben zalagal za njega. Če te vzame gor, si povedan, bom klical Arrivo. Ne se heca, daj pokliči Tineta, pa ne prije po mene, nam zahodu nazaj. Se vas lahko Tineta pokličem, samo nazaj, ne boš rabo hoditi, če si tak znan Jeger, če te tak vsi poznajo. Pa to je kaki si. To torek je ob 6:13. Ja, tako je. To je ta naš eksperiment. Jegerovo veliko popotovanje iz spodnjega Gasteraja v Maribor. Naj samo povem, da če pa je kdorkoli, ki se pelje tam mimo, pa te hoče vzeti sabo v Maribor, se ni problema. Pač, Jeger, kje si ta trenutek, povej še to? Ja, še vedno v spodnjem Gasteraju. Evo, ok, tam je. Nove hiše so tu. Zdaj in Nana sva v tem studiu želiva dobro jutro. Dobro jutro. In danes jutraj spremljamo veliki Jegerov eksperiment. Dobro jutro, Matiček. Dobro jutro. Pod pretvezo, da pač moramo iti nekaj snemati na vse zgodaj zjutraj, ga je Tine odpeljal daleč stran od Maribora, ga dal ven, brez denarja, brez telefona. Zakaj? Zato, ker Jeger rad pove, da je državni podprvak v orientaciji in da ga tako ali tako že vsi poznajo. Zdaj pa da vidimo, če lahko do 9 samo in izključno s pomočjo poslušalk in poslušalcev pride iz spodnjega Gasteraja v Maribor nazaj v Toti studio. Ja, jaz bi prišel nazaj
Z veseljem, če bi prišel Pridi, zdaj Tina, pridi. zdaj pa me pobral. Ne, Daj ga pokličiva, ne pridem. Ne, gled, ker Jeger. super je, fajn, lepo jutro bi bilo, sonček sije proti Pohorju, čez Pohorje se taka rahla meglica dela, res je lepo. Super bi bilo tudi za kako fotografijo narediti, če bi imel telefon, pa ga nimam. Ja. In ob 6 pa 18 zjutraj sem na sredi spodnjega Gasteraja, kaj lahko, lepo prosim, pride nekdo po mene, pa da grem nazaj v Maribor. Ja. Prosim. Poslušalce začne nagovarjati, Tine očitno ne bo prišlo. Zagotovo, ne, če pa je to eksperiment, če smo se Ne včeraj vidiš, dogovorili, za se. hrbtom ti delajo. Ja, kdo se je dogovoril, ker jaz se nisem. Jaz s Tinetom sva se Ker eni- očitno... Ja, sama sta se s Ker oči- Tinetom. Ne, nisva Očitno se vi sama. pogovarjate o takih stvareh, jaz dejansko delam nekaj na radiju. Dobro, vidiš. Jeger, tu še imamo prostor za napredek, ampak ja, pač naj gre nekdo po njega. Ja, nič, kaj zdaj hodiš, kam, v kateri smeri? Ja, proti Lenartu hodim. Pa veš sploh, kjer smeri Lenart? Ja, tam, ko smo se pripeljali, menda, ne? Ja, ne vem. Kaj boš po glavni cesti boš hodil, ko boš prišel ven? Ja, najprej bom šel do Lenarta, bom tam videl, Pa če je ne na tota taka hodi dobra po duša. glavni cesti, A če do ni. Lenarta boš 100 let rabo, kaj si hecen. Pa ne, bom rabo 100 let do Lenarta, pol ure rajem do Lenarta. Pa, a ja. Hočem malo več. No, dobro. In potem bom tam videl, pa prosil milost, če kakšna dobra duša, da me do Maribora zategne, evo to. Tak Je je pa, plan. če pa si ti tak znan, Jeger, če ti govoriš, da te vsi Ja, če ni poznajo. še nobenega, če je ura 6 pa 19, No. nobenega še ni, folk hodi okoli 7 v službo. Hočem ti povedati, da ne boš rabo dobre duše, če si znan, bojo vrsti stali, da bi te pelali, ne, tako Žijo. govoriš. No, v redu je, bomo videli. Očitno je to zdaj reality. Ima tam check, dobro. kdo konje na paši, da bi si enega sposodil? Zamisli, da prijaha do glavnega trga. Ne, ni Ni, konjev. ni. Edini konji, ki so na glavnem trgu 2. To zdaj ni bilo pravično do mene, oprosti. Se je rekel Vse sem konji. rekel konji, nisem Dobro, rekel okej. kobile. Tako. Ja, je igral veliki eksperiment, ali je res tako dober v orientaciji, ali je res tako znan, da lahko pride iz spodnjega Gasteraja do Maribora do 9. Pa ura 15 je do Lenarta, samo da boš vedel. Kaj, peš ali s konjem? Peš. 6. Imam jaz noge za to, da 3/4. Ja, res imaš, ti imaš noge, ne bom nadaljeval. 10 minut pred pol 7. Tako da, ja, če bi mu pomagali, izvolite, ker edino z vašo pomočjo, poslušalke in poslušalci, lahko Jeger pride danes nazaj v Maribor. Ali pa peš, ali pa s konjem, ali pa s parom volov. Drži se. Jeger, vse smo skozi na zvezi, vidiš, na to pa smo mislili, pa smo ti dali zraven. V redu je. Zdaj si predstavljaj, da je bil čist brez vsega. Mogoče bi bilo celo boljše. Ne, šest. Sem šel nekam, pa bi mi dali na nekaj za jaz, pa za dobre. Želimo dobro jutro. Dobro jutro. In dobro jutro, Matic Jeger, na terenu. Dobro jutro. Spodnjega Ja, na Steraj, terenu. Spodnjega Steraj ima danes zjutraj eno atrakcijo, mi imamo namreč interni, ampak zelo ekstrovertiran radijski eksperiment. Jeger, ki se rad pohvali, da je državni podprvak v orientaciji in da ga tako ali tako vsi poznajo, pa smo ga danes zjutraj odpeljali Spodnjega Steraj, mu vzeli denarnico in telefon, dali samo napravo za javljanje veter in samo s pomočjo poslušalk in poslušalcev lahko prideš nazaj do 9. Povej. Ja, jaz sem res znan. Samo so znani tudi drugi, ker gospa, ki se je ustavila, pozna mene in jaz poznam njo. Pa da nehaj. Tina iz Veveričke. Dobro jutro. Ha? Si videl, kako smo se mi tu našli? Samo Kaj pa te? gospa Tina z Veveričke, ker so že pridni pri Veverički, ne, pa morajo igrala danes zgodaj zjutraj že iti ven, verjetno, ne? Ja, res, ja, mi smo pridni, že delamo. In gospa Tina me more peljati. Samo se je mimo pripeljala, pa prišla pogledat, če sem se pil. Tako da, Pa daj nehaj. ja, me peljati v Maribor me ne more. Tako da sem pa zelo hvaležen za to, da ste prišli vsaj pogledat, ker toti z moji na radio so me samo ven vrgli, pa se odpeljali. Niti vode nimam. Ja, malo me je res skrbelo, veš. Bi rekel, ja, mene bi tudi skrbelo, če imel take sodelavce. Ampak kaj se dogaja zdaj? Na Pa Veverički? par metrov Grejo- nas pelje. Ne, par metrov me ne more, zato ker gre čist drugo smer, ne? Ja, malo grem v drugo smer. Tega je žal. Ja, nič, hvala lepa, vse eno za skrb.
eni redkih ste. Ne? Reči, naj te fotka, pa naj pošlje, ker nimaš telefona, da lahko mi objavimo dalje na družbenih omrežjih, če je tako prijazna, gospa. Ne? Se bom zmenil, ja. Pridite po mene. Pa če ima kako fruta belo ali kaj da ti dati. Lačen nisem. A nisi, dobro, zaenkrat. Žen sem, vode nimam niti. Ja. Hvala vam za to, res vam hvala lepa, cenim. V torek zjutraj, super. Povej, Ana. Poslušalka Mateja je pisala tudi na naših družbenih omrežjih Jeger, pa je napisala, glede na to, da sem pred 20 minutami šla iz Lenarta za Maribor in sem videla v avtu že nadaleč, samo Jegra mu ne bo hudo in je zelo opazen. Ja, samo si pozabila, Mateja, da ta avto je odšel s Tinetom domov. Jeger je brez avta, je pa še vedno opazen, ne? Ker tako kot avto Jeger ostaja oranžno ob cesti sredi Gasteraja. In žari. In mora do 9 samo s pomočjo poslušalk in poslušalcev priti nazaj v ti studio. Tako da srečno, Jeger, se čujemo v nadaljevanju. Ja, dio. Pardon. Drži se. Dobro jutro. Dobro jutro. Torej, Jegrom, ki je na terenu, tako pač je to, ne, če se dosti hvališ, pač prideš na test, ne. Malo nesramen test ste si to zmislili včeraj. Ni bil tak nesramen. Človek nima niti za pit nič. Vse to mu bojo pa ja dali, če ne drugače bo pač lokal iz potoka. Jeger, ki torej pravi, da je državni podprvak v orientaciji in da je tak znan, da ga povsod vsi poznajo, smo rekli v redu, ga pod pretvezo odpeljali v spodnji Gasteraj danes jutraj, brez telefona, brez denarnice, brez vsega je, samo napravo za javljanje v eter ima. In samo z vašo pomočjo lahko pride do 9. Če pride do 9, mu verjamemo, da je tak znan. Naj ga prosim, nekdo pobere in ga pripelje. Kje je zdaj točno spodnjega Staraja v glavni cesti, on zdaj hodi proti Lenartu? Tam nekje. Tu nekje. Skratka, Matic Jeger na terenu, kak je nadaljevanju. Dobro jutro. Dobro jutro. Veliki Jegrov izziv in drama. Jegra smo izgubili iz zveze. Ne morem verjeti, zakaj če v nekem jarku leži nekaj. Pa ne leži v jarku, Ana, daj ne paničari. Kaj če ima kaj narobe, zdaj se niti javi več na nekaj s to tezensko paniko. Mogoče zdaj pač, ker smo ga v spodnjem Gasteraju dali ven, brez denarnice, brez vsega, ja, ne vem kaj, mogoče pač ni signala, ker je ta trenutek mobilnega, ker vse, kar ima sabo, je naprava za javljanje v eter. Veš kaj najhujše danes jutraj? Da bi jaz zdaj komoce z lahkoto bi se zdaj ta moment vstala, šla po avto in šla po njega. Ja, ne? Pa ne smeš. Ne, veš kaj je problem? Z biciklom sem prišla v službo. Prav danes. Ne morem verjeti. Jeger pač mora do 9 priti samo z dobroto poslušalk in poslušalcev do Maribora. Jaz mislim, da to, če res to drži, da je on tak znan in popularen, ne bo absolutno noben problem. Je pa Mitja recimo pisal tudi SMS danes jutraj na 051 220 220 in napisal, če bi se Jeger manj pritoževal in bolj hitro stopal, bi bil že na pol poti. Ja, to ne bo šlo ven, ker sem šla gledati na Google Maps, pravi, da je približno 20 km od tam, kar je pač 3 poti prek Zgornjega Partinja, lahko greš prek Šentiljske ali pa prek Zamarkove. In? 4:36. 4 ure. Do 9 pa mora biti nazaj, tako da ne gre ven. Peš ne bo šlo ven. Ne bo. Zdaj imamo naslednji problem, kako se. Halo, Jeger? Ja. Smo na zvezi. Prišel nazaj, daj hitro. Superman ozadje moramo dati. Nazaj je Jeger. Prišel sem do signala. Super. In sem že v Lenartu. Gospa Suzana, dobro jutro. Dobro jutro. Sta videla, rekla, da se jaz samo hvalim, da me ljudje poznajo. Ljudje me dejansko poznajo. Gospa Suzana se je pripeljala, ustavila, rekla: Jeger, kaj te jaz do Lenarta zapeljem? Do Maribora te ne morem, ampak do Lenarta te pa lahko. Teda gospa Suzana, dobro jutro, pa hvala lepa. Ni zakaj. Kaj bi vi rekli? Bi vi delali na taki firmi, če imate take sodelavce, da te neki ven vržejo brez telefona, brez denarnice?
Dobro, se zato ni tako hudo, ne, se je No. poletje, tako da, ampak Tako. ja, malo se je za zamisliti mogoče. Ja. Jaz sem se fejs zamislil, zdaj ko sem malo hodil, nisem pa rabo dosti hoditi, moj nisem niti enega kilometra, ko je gospa Suzana že prišla. Medtem se je tudi od zadnji še en s Passatom pripeljal, pa fejs plozal, pa pozdravljal, tako da jaz mislim, da do Lenarta bi Da se dal bo- Jeger, novice ob 7 imaš že tu. Ne, veš kaj bom jaz zdaj naredil? Jaz bom zdaj tu šel v Lenartu na eno kavico, sicer nimam denarja, češ, to Ja, s čim? prosil bom za milost, pa eno kavico, pa grem dalje v Mariju, ker zdaj me je gospa Suzana rešila, pa mi prišparala en veliki kos poti. Ja, pa tudi Jeger, zgodilo se je, da je že skoraj bil prvi incident, da so se že skoraj tepli za tebe, ne? Mogoče pa Ja, si res je, tak znan, res. kot praviš, da si. Ne pravim jaz, samo pač dejstva so dejstva. Veš, kaj ima zdaj dobro taktiko, on bo zdaj šel Veš- v gostilno navezati stike, ne? Tako. To je dobro. Če kdo en gospod nekaj sprašuje, tako da dajte videti neko muziko, pa se grem jaz nekaj zmeniti. Ok, vredi. Okay, očitno ne bo to tak ekstremno zahteven eksperiment, kot smo mislili. Dobro jutro. Dobro jutro. Ja, Zano sva v tem studiu, Jeger pa zdaj že, mislim, da v Lenartu. Lenartu, če se ne motim. V tem mini testu, ki ga imamo danes zjutraj, on seveda nič ni vedel o tem, ampak vseeno hočemo potestirati njegove drage sodelavke, cenjeni sodelavci, ali je res slovenski podprvak v orientaciji in tako popularen, da ne rabi ne denarnice, ne telefona. Jeger, dobro jutro. Dobro jutro. Ja, veste, ko sem rekel, da se bom v Lenartu ustavil na eni kavici, pa prosil za milost, da mi jo nekdo časti. Ja, Ni bilo potrebe. Zato, ker ko me je dala gospa Suzana ven, se je mimo pripeljal gospod Marjan. Teda zdaj sem že na poti v Pernico. Bote vi mene. Zakon. In naj povem, da gospod Marjan je zelo prijazen človek z občutkom za sočloveka, zato ker je zjutraj že peljal ženo v službo. Potem še pa pa še tebe, ne? enega lepega oranžnega pohorskega fanta rešil muk in ga zdaj pelje bliže Mariboru. Tako da, gospod Marjan, dobro jutro. Dobro jutro. Bi vi delali na taki firmi, kjer te nekam peljejo, ven vržejo, pa rečejo, znajdi se? To bi zelo dobro razmislil. Jaz bom tudi. Tako da, ja, evo, lej, napredujem. Tako da, kaj mislili, da me bote. naj malo gospod Marjan pove kaj o tebi, če te sploh pozna, ali te pač si se mu zasmilo, ker si oranžen žalosten tam stal, ali zakaj te je v bistvu vzel s sabo? Seveda me, gospod Ne, Marjan. gospod Marjan naj pove. Radija, kak pa ne. Se pa govori, čakaj zdaj. Seveda ga poznam z radija, kak pa ne bi. Vsak dan poslušam. Oh. Vete, kje sem doma, oziroma skod sem, ne? Ja, z Pohorja. Pa, da nisem oranžen, ne? Ne. Oprosti, Jeger, to je bilo dolgo. Ne, vidiš, gospod Marjan ve vse. Okay, Tako da, gospod glej, Marjan te pelje v Pernico, kak so ceste od Lenarta proti Zdaj- Mariboru? Pred nama ni nobenega vozila, tako da se po stari cesti lepo gemetlih pa Torej ni ziher gneče. peljemo proti Pernici. Ne, Okej. ni. Dobro. Super je. Poglej, Hvala tam, lepa, gospod Marjan. Gospod Marjan, jaz bi vas povabil na kavico, samo nimam denarja. Vas bom jaz. Glej to. Sta videla, kako sem se jaz vse zmenil? Jaz sem zdaj malo bolj mirna, Da da gremo. je šlo mimo mene, tako da sem vesela, da si v dobrih rokah in da ljudje lepo poskrbijo Jaz. za tebe, zdaj mi je malo lažje. Super sem. Gospod Marjan tudi zelo lepo pelje, tako da očitno bom dobil v Pernici še kavico. Tako da dan se je kar naredil, ne, je lep, sonček si je lep, pač res je lepo. Vidiš, pa v Lenartu Prej si sem bil že mogoče malo slabe volje, zdaj pa mi je že vse. Jaz samo povem, da ko se peljeta tam proti Pernici, je na levi strani en grad, ne? Če Marjan not zavije, pol pač. Prosim, nisem slišal. En grad, evo, zdaj ravno ga vidimo, pa če bi tam noč zavili, ne bi, ne? Ne, sigurno ne. Dobro, okay. Samo mislim, da je že prazen. Ja, jaz tudi mislim, da je prazen. Ja, saj zato. Se zato pa ravno. Okay, ja, Jeger očitno v dobrih rokah in zgleda, da dobro kaže, da boš do 9 nazaj na radio, ne? Odlično kaže. Okay. Torej, bomo spremljali 13 pred 7 je. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Tak pač zgledalo je kar eno relativno normalno jutro, ne Jeger? Ja, zgledalo je, ja, pa kar naenkrat ni več bilo. Samo zdaj se pa spet stanje tako zelo počasi normalizira, ker
Jaz sem že v Pernici, Lepo. mislim reči v penziji, nisem v penziji. Sem v Pernici, ker smo se prej z gospodom Marjanom pogovarjali, ker je v penziji, pa kak je zdaj fajn, pa ima dosti časa. Pa zgodaj vstane in že zjutraj posluša to ti radio, vsako jutro. Lepo. Smo pa že v Pernici, v baru Prominent, tako da dobil baru? kavico. Ja, Pa, vem, v baru smo že, ja. Bravo, Pa je. upokojenci iz Pernice grejo očitno na izletke na avtobusni postaji, čakajo. Da idi z njimi. Ne, do 9 mora biti tukaj zihecna. Samo bi pa Ne, lepo ne. na utobusu z upokojenci lahko naprej vlekel, pa vice govoril, pa veš, kak bi ti ploskale upokojenke. Tinetove slave vice pokoristo. No, evo vidiš. Danes zjutraj smo Zika še kakšen zajtrk dobil. Mogoče bi ob 9 v Izoli prišel. do 9 ziher ne vizoli po totih cestah naših. To res je. Definitivno ne. Danes zjutraj smo naredili torej en eksperiment, tega ni vedel, kaj se dogaja, ker je mislil, da gre delati nekaj drugega, pa ga je Tine vrgel iz avta v spodnjem gasteraju, ker je rekel, da je seveda državni podprvak v orientaciji in tak znan, da ne rabi niti ne denarnice, ne telefona, kamorkoli gre, in tak smo ga dali ven. Ti moraš vedeti, Eger, da imaš pa srečo v bistvu. Ker jaz sem tako rekel, da bi te morali v Postojni dati ven, ne? Kaj si rekel? Dobro, si ti. Tako da to Dobro, je- hvala Bogu, te vsi na radio posluša. Aleluja. Nežni test imamo danes zjutraj pravzaprav na nek način, ne? Ja, pa nikamor več ne grem, to je to. Okay. Fertik. Si se odločil. Ja, pač Da. moraš paziti, kaj govoriš, se veš. Ampak ok, očitno bo lažje, no zdaj odvisno, če se ne bo z Marjanom ta kavica zalomila. Ura je 5 do 7, ti ja moraš do 9 biti tu. Ja, vse bom, počasi. Do 9, ne smo rekli. Ja, kako pa boš iz Zdaj po Pernice? kavi- Ja, pa bom že nekak, zdaj se več ne sekiram, zdaj bom dobil kavico, pa bom dalje nekak. Če ne pa Če zdaj peš, zdaj od kreneš Pernice do peš iz Maribora ni več Pernice. tako dolč. Če zdaj kreneš Ja, peš iz je. Pernice proti glavnemu trgu 2, imaš 2 uri pa 7 minut, tako da če hiter korak ubereš, bi lahko prišel sem do lahko 9 peš zdaj iz Pernice. Okay, zdaj si tako že Lahko. skoraj tu. Ja, nisem še skoraj, čakaj, da zdaj kavico spijem, A ja, da se zdaj okej. nekaj drugega pogovarja, dobro? Okay. Igor, na terenu spremljali bomo torej to njegovo pot in ta naš eksperiment. Danes zjutraj nadaljujemo takoj po novicah, točno ob 7. Dobro jutro. Dobro jutro. Ja, in danes imamo en eksperiment. Igor ni vedel, kaj se dogaja. Zjutraj je bil prepričan, da gre nekaj drugega delati na teren, pa ga je Tine vrgel iz avta v spodnjem gasteraju. Zakaj? Zato, ker se vse skozi hvali, kak je on državni podprvak v orientaciji in da je tako znan, da ne rabi niti ne denarnice in telefona, če kam gre. In Veš, kaj grdo mu delate, to je res. to ni nič ne, grdo. to ni bilo lepo To je od samo vas. potrditev. Matic Jeger, dobro jutro. Dobro jutro. Dokot si že prišel? Ja, še vedno sem na kavi, se pa imam čas do 9, ne? Okay. Z gospodom Marjanom lepo počasi pijemo kavico. Mislim, da ste tudi že sliko dobili v studio. Ja, Ja, smo jo tudi že posredovali naprej v svet, na našem Res? storju. Ja, ja. Lepo. Ne vidiš, sem ne? dala dalje. Ker nimaš telefona. Torej, jaz uživam. Ja, lepo, Kot Marjan, lepo. ja, ki je s tabo na kavici nam je pisal. Ampak to veš zdaj, da ne smeš več k Marjanu se v avto vsest, ne? Vsakemu se lahko samo Oj, enkrat... Jaz, To si si zdaj zmislil, Ne, pravilo. to si- Jeger, čuješ to? To Pač... pač... Gospod Marjan me je samo do Pernice pripeljal, ker ima zdaj druge obveznosti. Pa tudi sem videl, da upokojenci niso več na avtobusni postaji, tako da se mogo zdaj drugače. Naj samo povem, da je pisala SMS na 051 220 220 tudi poslušalka Tatjana, ki se je spomnila, da te je lani srečala na Daljnem Lastovem in da si je res znan, ker te je tudi ona tam prepoznala. Se No, spomniš, evo. verjetno, ne? Seveda se. In pa Dobro se spomnim. Tadej je pisal, pravi, da ti gre preveč lahko in da bi mogoče ti morali, ker si kavico privoščil za 1 uro skrajša čas. Kaj? Ja. Ne, ej. Ja, no. Dajmo ne delati tega. Veš, te spremembe mest, to ni dobro, nikoli. Samo Zdaj, da bi Jeger, do vidiš, 8 zdaj prišel že- na radio. Dobrih 5 čez 7 je že, zdaj Ja. čas tiho, čas beži, ne? Kot Veš, pravi. kaj ne. mislim? Meni goste Tako da bi kosti. Rukni, kaj imaš, pa gremo, ne?
Ja, počasi, vse do 9, ne, nismo Ja, se spreminjali. mislim, da se je že spremenil čas, ne, ker vsaka kavica vzame najmanj Ne, pol pa ure. da tega mu ne dela, Ja, samo Jeger kaj? vseeno se potrudi. To Do hočem pol povedati. 9 imaš zdaj čas, kaj pa si si vzel čas za kavico? Če mi doben ni povedal, da si ne smem. Vidiš zdaj, kako se jaz počutim vsak dan, Dobro. ko si spravila, zmišljuje sproti? Ja, ni to Redu. sproti, to pač je normalno v takih radijskih eksperimentih. Enkrat se lahko samo v avto vsedeš, Ja. kavica ti vzame pol ure. Tako da je Iger pol Redu. 9. Evo, ko sem že bil dobre volje, ne. Ja, tako da zdaj se pač znajdi, kako bi s pernice prišel. Tako da, kot smo rekli, nazaj v službo lahko prideš samo in izključno s pomočjo poslušalk in poslušalcev, drugače niti ne moreš, ker nimaš ne telefona, ne denarnice. Ne? Ja, vrede je. Srečno, Jeger, srečno. Če si pa ti tak znan, se bo Pa pa nekdo imaš prišel. to, Ja, imaš. Če si pa ti to. tak znan, pa se znaš orientirati. Želimo dobro jutro. Dobro jutro. In danes zjutraj imamo tako imenovani srednje veliki Jegrov eksperiment. Ob 6 se je znašel v spodnjem gasteraju, brez telefona, brez denarnice, da pač vidimo, ali res drži, da je slovenski podprvak v orientaciji in da, kot sam pravi, je tak znan, da ga tako vsi poznajo in mu vsi vse pomagajo. In uspel je že v dobri uri priti do pernice. Je tak, Jeger? Je tak in sem pernice. Ravno kar sem tu pri Rondoju, tabla za Maribor, te pa gremo. Zaenkrat Ješ boš vodo? Ja, čakaj, se bom, nikoli v življenju še nisem štopal. Pa Res mogoče nikoli, tudi tako ni da... dobro, mislim z razlogom govorijo, da je pa to za- nevarno. Ja, pa zakaj ne čakaj? Aha, gled, avtobusna postaja, pa nekdo čaka. Ja, zdaj tebe čaka nekdo na avtobusni. Ja, ne, nekdo čaka na avtobus, kar pomeni, A ja, da bi to. znal avtobus pripeljati, Ja, ne? samo če nimaš nara. Ja, pa se bi se zmenil. Ne moreš se Bi prosil, zmeniti. ne? Ne moreš se Zakaj zmeniti. ne? Z šoferom ne, ker bom te Arivi prijavil. Le, avtobus pride. Pa daj bogi, da On malo, Daj probaj, on malo Boris. pohititi, imam še ene 30 metrov do avtobusne postaje. Čakaj. Okay. Gremo hitro. Izkoristi ta kolena, Jeger. Je v Rondoju. Cap. Zdaj bi ga moral Više, dol vreči, šofer, ki bi še, prišel. še laufat moram. No. Evo, avtobus za Maribor gre. Lepo. Pa poln je, mogoče ne bi šel gor. Jaz ti predlagam, da ne. Ne grem. Dobro Idi, jutro. gor, kaj si hecni. Jaz sem brez izkoristi. denarnice, kaj lahko grem vseeno gor? Prosim. Ja, ne gre, ne. Upam, Priseži, da ti je rekel, da ne moreš iti gor. Ja. Ne, no. Ja, kaj pa bo? ne, pa še Kaj poln je. to ti je, Poln je Euro dijakov. Ok. Avtobus ni šel skozi. Zakaj si vprašal, če mu lahko plačaš, ko prideš v Maribor? Ja, pa če ne Ja, smeš to naj ga še. Če ni tudi Mariboru ne imel denarnice, kaj, da bi pol hodil tu po avtobusu pa prosil za Ja, pa ne, centa. to bi ti jaz kar prenesla naproti. Ne, ne bi Grem bil. peš. Je že odpeljal. Je že, ne? Kaj hočeš? Ja. Drugače pa se veš, da kavica ti je vzela pol ure, se pravi do pol 9, moraš priti, če si res taki as, kot praviš. In da te vsi tako poznajo in ti vsi hočejo pomagati. Zdaj trenutno je Jeger torej v Pernici in absolutno ne ve, kako bi prišel. Ampak kar se mene tiče, bi ti lahko ostal tam v Pernici. Če pač Zakaj? ne bi bil do pol 9, ti se lahko preseliš, ja. Pač ne bi veljalo in bi pač obveljala naša. In pol veš, kaj te čaka v prihodnjih dneh. Ne? Ja, ne, zato pa se že trudim. Evo, hodim zdaj tu mimo igrišča, če slučajno kdo posluša, pa tabla za konec Pernice je, pa mlaj tu stoji, malo se jim je že posušil. Aha. Tako, okay. Se samo Jo, še naj ga kaj. nekdo pobere, prosim, Par če dni. se kdo pelje tam mimo. Joj. Ja, Veš, nisem še... Ker mu grdo delate danes zjutraj. Uro in 12 minut, če imaš Jeger. Ja, ok, v redu, imam to. Imaš Imaš to, to? imaš. Pa brez vode sem, super. Saj si bil na kavi, se kaj že- bi rad, zdaj pa bi vodo pil. Kava te izsuši. Ja, vem. Ja. Kaj mi delate? No, Da prosim, če je tam zunaj kdo, ki bi enega takega lepega pohorskega fanta pobral pa proti Mariboru peljal, jaz bi bil zelo vesel. Torej, Avto gre mimo pernica ob palec. cesti. Šel je dalje. Ok, te pa nič.
Ja, srečno, Eger, no, se čujemo čez dobre 3 minute. Ja, hvala lepa. Danes zjutraj imamo torej eksperiment, ali se Eger res zna tako dobro orientirati, ker pravi, da je državni podprvak v orientaciji, in ali je res tako znan, kot pravi, da lahko pride pravi čas nazaj v službo. Zjutraj ob 6 smo ga dali ven v spodnjem Gasteraju, brez denarnice in telefona, na zadnje si bil v Pernici, Jeger, na pol obupan, kaj pa zdaj? Vozim tukaj proti Mariji. Smo se mi nehali pogovarjati, gospa Katja ustavila, gospa Katja, dobro jutro. Dobro jutro. Gospa Katja gre v službo, v Maribor. Odlično, sicer me ne bo dala pred radijem dol v neki Novi vasi, ker je tam v službi, ampak naj samo povem, da dobra dela producirajo še več dobrih del, ker mislim, da lansko leto sem jaz njenemu bratrancu zrihtal bobnarske palčke od Medvarja, podpisane, vse to. In ko je gospa Katja slišala, da pač rabim prevoz in da sem v Pernici, je rekla, nič bom podaljšala, zato ta 2 kilometra pa ga bom pobrala. Evo, ste videli to? To so to, dobra dela producirajo še več dobrih del. Gospa Katja je, kaj ne govori? Gospa Katja zdaj vozi. Ja, pa dobro, se pa lahko govori, ko vozi, ne more? Ja, lahko, gospa Katja, lahko govorite, ko vozite? Načeloma ne. Ok, je samo, da smo preverili, da dejansko je to Da si živa v avtu, oseba, ja, da ni zdaj to neka... Da nisi halucinirati začel tam ob cesti. No, Ne, torej v Novi nisem. vasi te bo dala ven. Lahko ti jaz povem, ker tam živim, da je do glavnega trga peš 30 minut, tako da jaz mislim, da si na varni strani. Tudi če greš peš potem. Ja, vsem pa zagotovo bo tam še tudi kakšna dobra duša, ki me do radia zapisa. Še toliko boljše, ampak Kako dobro. Boste vi mene. Dobro, Jeger zaenkrat zelo dobro kaže, da ti bo ratalo pri do 8, torej na radio. Tako da boš znotraj pač tega časovnega okvirja, ki smo ga dali, in pol bomo morali mi reči, glej, vse je res, kar Jeger govori. Kar je, okej. ker dejstvo je, da Torej do karkoli jaz rečem, 8 smo rekli, ne? Dobro. kaj? Ja, rekel, Čekaj, samo malo, stoj. Stoj ti. Ne. Ja, glej, strinjal si se, pa če sem predlagal in ti si rekel, Pa ja. nisem dobro poslušal, okej. Nisem dobro poslušal. Kako si pa zmotil? Glej, ja. Kaj je rekel? Se pa Katja zna voziti, ne? Katja dobro vozi. No, super. Tako da, z Nove vasi pa še prišel do 8, Jeger. Dobro jutro. Dobro jutro. Ok, povzamimo na hitro. Danes zjutraj smo izvedli en eksperiment, da preverimo, ali Jeger res tako vlada orientacijo, kajti sam pravi, da je državni podprvak in pa da je tak znan, da kamorkoli pride, ga vsi prepoznajo. Zato smo ga zjutraj pod pretvezo odpeljali v Frasov rojstni kraj v spodnji Gasteraj. In od tam se je moral samo z dobroto poslušalk in poslušalcev in svojim zvezdniškim sijem prebiti do Maribora. Najprej je bilo rečeno do 9, pol si je vmes privoščil kavico, kar je avtomatsko skrajšalo čas za pol ure. Ker si izmišljuješ pravila sproti. Pol 9 in na to je sam rekel, da lahko pride do 8. Zdaj je 2 minuti čez pol 8. Jeger, kje si? Sam je rekel. Ja, ravno kar stojim tukaj v tem križišču Tržaške pa kaj ceste proletarskih brigad. Naj samo povem in te popravim. Ja, državni podprvak sem bil v orientaciji pred, ne vem, 20 leti. Enkrat Sem bil še v državni srednji šoli. Enkrat podprvak, vedno Pred 20 podprvak. leti si bil v srednji šoli, kako si te star? Ja. No ja, dobro, in? Te pa je pred 15, kakorkoli. In pa še ena stvar, ne hvalim se jaz, da me ljudje poznajo. Ja, pa kak. Ne nazaj tako govori, kot da jaz govorim, kako mene ljudje poznajo, jaz sem taki znan. Ni res to, ne prezentiraj tega tako. Ampak je pa očitno res, ker si vseeno v 2 urah in pol prišel iz spodnjega Gasteraja do Maribora že, ampak tvoj cilj je glavni trg 2. Ja, zdaj gospa Katja me bo dala ven tam pri centru Gustava Šiliha, ker tam tudi dela, je varuhinja tam, tako da upravlja lepo. res eno tako lepo službo, pravzaprav poslanstvo, je Res tako je. gospa Katja? Tako je.
Naj samo povem, tako sem že prej povedal, dobra dela producirajo dobra dela, ker sem jaz njenemu bratrancu, jaz sem ga spoznal lansko leto na traktor rejsu v Jarenini, je prišel pa je rekel, jaz sem bobnar, pa bi imel palčke od Medvarja, pa sem jaz to zrihtal in polje gospa Katja danes slišala, kaj ste mi naredili. Bi imeli vi take sodelavce, gospa Katja? Bi Ja. premislila. Ja, jaz tudi bom še enkrat premislil, ampak ko je slišala, je rekla, bom podaljšala pot v službo za 2 km, me pobrala, evo in zdaj smo tukaj že pri gasilski brigadi, tako da pa še samo do radia, do 8:25 minut, če bo, se bo, Ja, no, se bo. glej, se pravim, pa Čeger, bilo je do 8:30, sam si rekel do 8, zdaj pa... Nisem sam rekel, ti si rekel do 8, jaz sem rekel ker te nisem poslušal. Ja, Čakaj, In na potem kateri ulici je te pač- podala dol? Kje v Novi Vasi, Ja, na kateri ulici? Pri centru Gustava Šiliha, se sem povedal. A ja, a ja. mislim, ne zaštudiram, kako bi lahko tam vojašnica, manjši idite, bo s helikopterom prepeljali do UKC-ja, pa lahko prideš Ja, spet. če ti to rata zrihtati, jaz sem za. Pa da se abzajlaš tu na glavni Ja, no, trg, kak to bi pa, bilo pa... To znam, abzaj znam narediti. No, pa ti pravim, veš, kako bi to bilo spektakularno. Okay, čez 3 minute bo v tem studiu tudi Tine, ki se je že vrnil nazaj, pa da malo pove, kako je izgledalo to ob 6 zjutraj. Naj pove, pa se naj skrije. Ker bo kaj. Ja, ker bo kaj, Enega bo če me sredi pojedel. gasteraja ven vrne. Jeger torej na poti na toti radio, začel je ob 6 spodnjem gasteraju, zdaj je že v Mariboru in zgleda, da bo. Želimo dobro jutro. Dobro jutro. In v tem studiu tudi Tine. Dobro jutro, Tine. Tine, zdravo. Dobro jutro. In najprej čestitke za izjemno upravljeno diverzijo danes zjutraj. Daj povej malo, kako je bilo. Ja, dejansko ni vedel, kaj ga čaka, ne? Ker je bil prav navdušen je bil, da bomo mi dva pač skupaj vse to promovirala, pa snemala, pa ker je pa res ful lepo tam, ne? Ja, v sploh spodnjem dan zjutraj je gasteraju. bilo prečudovito je bilo. Da ti je bilo žal, da nismo tebe dali, ne? Niti ne, ampak tako sem se ga usmilo, ker sem ga dal 400 metrov od ene hiše. Ne? Ja. Ker Pa zdaj, se ne more pa vuz hodičasta. če bi bil svija, bi ga res lahko nekam Odpeljal v neko šumo. cukno, ne, pa polko sem, malo me je skrbelo, čist tako od zadaj nekaj, ne. Ja. Ampak se je pol en stari kombi mimo pelal, pa pol sem eno staro gospo na biciklu, veo, pa sem rekel, ok, je nekdo tu, tako da se bo že neverjetno, res. znajdel, ne. Ja, super. Namreč Jeger je bil prepričan, da greste snemati neko vadbeno, idealno vadbeno traso za maraton, Zdaj edino pač, za tek pod Pohorjem. ja, ne? tako, ne hotel sem samo reči, da zdaj edino pač žal nikamor ne grem, ko me bo Jeger povabil. To je zdaj konec. Jeger, kaj si že v Mariboru? Ja, sem in ja, Tine ima prav, naj ne gre nikamor. Pa naj se zdaj tudi skrije, prosim. Ker ne bo dobro. Naj pa povem, da gospa Katja me je odložila in sem že v kombiju od gospoda Gorana. Tako da, veste, Pa kaj se je mi to vse zmenimo. možno? Tako da, kaj si rekel do 8? Ja, ti si rekel do 8, tako da zgleda, da ti bo Ne, res kaj ratal. sem jaz rekel do 8? Kaj sem jaz rekel do 8? Ti si rekel do 8. Jaz te seveda tako 3/4 časa nisem poslušal. Ja, glej, Tako da, ja. Kako To je pa bila te moja to, kaj napaka, te je ja. kar čakal za kombijem, ali kaj je bilo? ja ne, prišla smo tukaj do centra Gustava Šiliha z gospod Katjo, gospa Katja je šla v službo, pa je bila tam ena sodelavka, ki je tudi cel čas poslušala in se je pol z gospodom Goranom, ki je tu s kombijem, pa ste verjetno v službi, ne? Ja, služba. Otroke sem pripeljal v šole. No, evo, in je se ona kar pol zmenila, da me gospod Goran pelje dalje do glavnega trga. In zdaj smo že na A poti. tako da gospod Tako da Goran hvala te lepa, pelje. gospod Goran. On te pelje po službeni dožnosti, ne iz dobrote srca ali pa ker bi te poznal. Pa ne. Me peljete zato, ker ste dobrega srca, zato pomagate sočloveku, ne? Tako, točno tako. Pa glih imam čas, pa tule mimo grem pot me voditi tja, pa Ok. kaj ne bi isto čas. No, evo, vidiš. ste videla? Ja, to je to. Jeger, ti pa moram povedati, da je pisala tudi poslušalka Lidija na našem Facebooku, ne?
In napisala, sem ga videla, ko sem šla s pesi na sprehod, sem mislila, da sanjam. Lepo, Ne, lepo. gospa Lidija, kar pravi, jaz si bil. Okej. Dajmo to zaključiti. Ja, ker zgleda, da ti bo res ratalo do 8, ali bo, ura je 7:42 minut. Jeger je štartal ob 6 v Spodnjem Gasteraju, nepripravljen, brez denarnice, brez telefona, brez vsega, samo pač napravo za javljanje v živo je imel seboj in ja, z dobroto poslušalk in poslušalcev bo zgleda prišel pravi čas nazaj v Toti studio. Pa lepa Tine še enkrat. Ja, nekaj. Ana, zdaj pa mislim, da bo vsak čas ta moment, ko bo Jeger vstopil v Toti studio. Jeger. Bil čas. Ja, evo, čakaj zdaj še, evo stopnice na glavnem trgu, zdaj me bo to videla čez 2 sekundi. Glej ga. Kje vas je več? Ha, 7:49 minut. Matic Jeger je uspel priti iz Spodnjega Gasteraja, kjer smo ga ob 6, pa ni imel absolutno nobenega pojma, kaj se z njim dogaja. Pa je štartal in samo z dobroto poslušalk in poslušalcev, kaj ti ni imel ne telefona, ne denarnice, nič ni imel in je prišel nazaj v Toti studio. Matic Jeger, dobro jutro, Jeger. Dobro jutro. Lepo jutro, ne? Ja, zdaj ja, pa tudi med potjo je polkar bilo, ampak zjutraj pa sem bil fej zaskrbljen, ko je Tine speljal je tako, da vozi rejli. In potem, ko se je pripeljal nazaj, sem mislil, ok, to se je malo zajebalo, haha, pač dobra fora, ne? Ja. Upam je samo rekel, Lenart je v ono smer, pa se odpeljal. Da sem mislil, ok, ste normalni. Hvala Bogu, ker smo mislili, da gremo snemat, ne ponovadi, ko kaj snemamo, nimamo v žepih, zdaj, da bi imeli polne žepe, pa je slabo zgledalo, ne? In sem že prej vse skupaj odložil tam noter v avtu in ko je speljal, sem imel v roki samo torbo od Prodisa. In edina stvar, da koga pokličem, je, da pokličem tebe v studio. Ja, to je bil plan. To je bil plan. Ampak Jeger, oprosti, ne samo na tem mestu, oprosti, če bi vedela, bi ti povedala, to veš? Ja, Nisem vedela, mimo mene so se meni... Pa, ne, Ana, res nič. skoro sem ti helikopter od Slovenske vojske zrihtala, ti pa tako. Ok, pa ti verjamem. Hvala lepa, Ana, tudi slišal sem, cel čas me je podpirala. Je. Za razliko od tebe. Kaj do 8:30, ker si kavico Ja, spil. to prosti. Do 8 si pa sam, ker sem te vprašal, Dobro, to je malo moja krivda, 10% samo. Ampak ti je uspelo, lepo smo vse skupaj splanirali pod pretvezo, da gre ta snemati idealno pripravljalno traso, tako za kolesarski maraton okoli Pohorja, kot za tek pod Pohorjem, ki bo v Hočah, oboje na isti dan, 7. junija. Tine seveda promovira kolesarski maraton, ti tek pod Pohorjem, jasno, da. In kje se je odpeljal. Kje je Tine? Tine je tu nekje, ne? Tine! Bo Jeger malo Sej pride. opisal vse, kar se je dogajalo v nadaljevanju, ampak kar je pomembno, prišel je nazaj in to še pred 8. 4 minute čez 8 in Jeger je spet nazaj v Totem studiu. Dobro jutro. Dobro jutro. Evo ga. Evo me. Lepo, ne? Ja, kaj te vem. Mislim, zdaj je super, ja. Je, ne? Predvsej znemerljivo, hitro. Kdo bi si mislil, da ti lahko zjutraj ob malo čez 6 adrenalin tak naraste, ne? In da tak dobri ljudje že imajo odprto srce na vse zgodaj zjutraj. Absolutno. Mimo grede, zdaj ko si se na zadnji, ko te je Goran peljal s kombijem iz Nove vasi sem v središče, je Marjan tudi poslal SMS, jaz čakam pri Magdalenskem parku, če kombi crkne, da te potegnem čez most. Hvala lepa, ni crkne. Ja. Moraš vedeti, da je recimo Polonca pisala med tem na Facebooku, in je napisala, tudi jaz sem šla iskat Matica pred Gustav Šilih in ker imam dovolilnico za vstop v mesto, bi ga lahko odložila dobesedno pred vhodom. To bi bilo epsko, res bi bilo Polonca Hvala epsko. lepa, Polonca, me je peljal Goran, ampak vseeno hvala za pripravljenost. Bomo seveda naredili še en prerez tega današnjega eksperimenta, ampak najprej malo muzike. Jeger je nazaj. Ja, jej. Veselite se ljudstvo, ne? Tak, okay. Vi pač ne na radiju, ker... Ja. Danes zjutraj je bil en poseben eksperiment.
Namreč sodelavci smo se dogovorili, da bomo vrgli na test trditve, da je Matic Jeger državni podprvak v orientaciji in da je seveda, kot sam pove, že tak fejs znan, da pač ni noben problem, kamorkoli pride, pa to, da tudi, če ne bi imel denarnice pa telefona, bi prišel odkoderkoli in smo ga pod pretvezo odpeljali zjutraj ob 6 v Spodnji Gasteraj. In mislim, da si postavil rekord, Matic, manj kot 2 uri Spodnjega Gasteraja do glavnega trga brez vsega. Čestitke. Hvala lepa, pa še kavico sem jaz pil. Ja. Ampak naj samo povem, da tega ne bi zmogel, če ne bi bilo vas, dragi poslušalci in prijatelji, sploh moji, vaši bolj tak, ne. Tako da ja, najprej zjutraj, absolutno. Malo se mi je čudno zdelo, že včeraj, ker sem samo dobil na mail, jutri nisi na programu zjutraj, ker greta s Tinetom snemati en promo video, pa sem si mislil, dobro, ponavadi hodimo po programu snemati, ne. Ja. V smislu, ok, v redu, teži more tak biti, nima veze. Jaz zjutraj Tineta poberem, zamenjamo avto, vzamemo službenega, se peljemo, še tako lepo pogovarjamo, ok, zakaj gremo sem, ja, zato da pač združimo kolesarski maraton in pa tek pod Pohorjem. Tu so v Gasteraju, oziroma tam pri Lenartu so lepi bregi za trening, teda nama to malo posnela. Smislo, ok, v redu, štima. Je rekel, imaš Prodisa zraven? Jaz sem ga vzel. Prodis je samo za vse normalne ljudi, ne? Ki ne veste tega normalno. Je ta aparat, s katerim se javljamo iz terena, ponavadi v program, tudi prenosi tekem se delajo s tem. Tako, no in se pogovarjamo, če ga imam, rečem imam, me vpraša Tine, če je poln, ker če bi šli nekam na kavo pa ga nafilali, ker vseeno si ga imel ti nazadnje in ti ga nikoli ne nafilaš, ne? No. In grem pogledat, odprem, za čuda je bil nafilan, kdo bi si mislil, ne? Nenavadno, ne? Ja, je bilo vse perajt. Ja, in pol mi Tine reče, dobro, vzemi si ga naprej v avto, da se mu javlja že kar z avta. Jaz vzamem, zaprem prtljažnik in oni se odpelje tako, da... Po mojem so se gume na mestu. Pa zakadilo se je, pa v šoder mi je vrgo faco. In gledam, sem se dobro, dobra pa fora. Pa še emo sta, ne? Lepo so ti zraven podvalili, da je ona se snemala na skrivaj v avtu. Ja, ker smo pač šli snemati neki promo, ter sem pač Ema je šla zraven, da bo posnela, ne? Vse je bilo normalno. Tako ponavadi, ja. Vse je bilo normalno. Vse je bilo normalno. Tako pač se gre, ko gremo snemati. In pol vidim, da se pripelje nazaj, sem mislim, šalivec, ne, vedno, celo življenje že. In pol samo odpre okno, niti ni vrat šlo odpret. Lenart je v ono smer, pa se spet odpelje, kot da je malo In pol ni bilo druge, imel sem samo Prodis, vse skupaj sem pustil v avtu. Brez denarnice, brez telefona, brez vsega. Tako, ker pač nimaš to v žepih, ko snemaš. In edina stvar, ki sem jo lahko naredil, da s Prodisom se povežem z mešalno mizo v studiu in dejano rečem, naj pokliče Tineta, da prije nazaj po mene, ker pač to neka slaba fora. To si na Luni. In pol tam dalje je pa šlo tako, da so mi povedali, zakaj se gre. Spet so me nahegnuli, na 15. Ja, to, ja. Samo testirali smo, ali je res Jeger in zdaj jaz si dokazal. Tega, ok, povedal sem enkrat ali pa dvakrat, da sem bivši državni podprvak orientaciji. Ne govorim pa okoli, kak me ljudje poznajo. Ne okoli, na radiju. Ne, tudi na radiju, ne govorim na tega. Radio govoriš, v eno. Ni res. V eno, kak pa me tam pa jaz še te nisem čula, da bi to rekel. Ker se bolj redko družiš z njim, saj rad pove, tako pride snemati, ja veš, da prijem, če sem znan, ne? Ne govorim. O moj Bog, je pa to slabo, če je res. Kaj si je rešil, ono vrušek je, kak te ne je rešil, veš, da me vsi poznajo. Ni redo, pa kako to ni. Kako to ni res, Ampak kakorkoli Jeger potrdilo se je, ne? Ja. Imaš prav. In zdaj ti noben ne more nič reči več. Okay. Ni. No to pa hvala Bogu, da se je vse to rešilo. Komu zdaj rečeš? Ne bom ti rekel hvala. Ja, moraš reči hvala, če pa to je normalno. Zdaj, da mi rečeš hvala. Te pa meni reči, meni še nisi nikoli rekel. Ana, hvala. No, veseljem. Zdaj si mislil vse, ne? Pa predvsem meni tudi. Ne. Gled, če smo pa dokazali, Jeger. Vrido je. Jeger je kralj. Hvala, Dejan, res je. No, vidiš. Oranžni. Dejan, Ana in Jeger. In toto jutro.